Tako, mislim, da smo, a ne? Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli na tale spletni klepet z nami. Danes imamo eno tako predstavitev za vse, ki vas zanima sodelovanje v klubu, spletnem klubu Knjigebrat. Naj povem, da vas je kar nekaj prijavilo, zato smo zdajle samo na začetku izklopili mikrofone, seveda boste pa potem, če boste želeli klepetati z nami, si lahko vsak svoj mikrofon tudi vklopi. Tam zgoraj imate tudi dvigni roko, če boste imeli kakšno vprašanje, bomo zelo veseli, tudi če ga vmes postavite, ne bo nič narobe. Eni taki krajši opozorili. Kot vidite, se klepet pravzaprav se snema, pa ne samo, da se snema, kar pomeni, da boste na koncu dobili posnetek, ampak bomo te klepete tudi objavljali na našem YouTube kanalu, to se pravi za tiste, ki bi si morda želeli kasneje ogledati naša spletna srečanja. Zdaj pa samo, da predstavim vse sodelujoče v nocojšnjem klepetu. Tamle vidite našo Simono Požar, ki skrbi za to, da bo vse krasno teklo. Sicer sta zraven doktor Klemen Lah in Zala Kralj, ki bosta naša obraza na vseh teh družbenih kanalih, pa malo nas bosta tudi vodila skozi vse te stvari, no, katerih se bomo lotevali nekako v tem bralnem klubu. Potem sta z nami pa še obe urednici izbora knjig, ki smo jih ponujali v tem bralnem klubu, in sicer Alenka Veler in Darja Marinšek. Za tiste, ki se nam nazadnje niste pridružili, zakaj gre pri Knjigebrat? Mi nekako radi rečemo, da gre pravzaprav za to, da si mi res želimo spodbuditi eno tako veselje do branja, predvsem do enega tega branja raznolikih stvari in branja, ki nas potem nekako tudi pripravi na to, da znamo o čem tudi kritično presojati, pa da beremo seveda dobro literaturo. Zdaj drug del je pa ta kritična presoja, to se pravi to, da si nekako želimo, da se potem o teh knjigah tudi pogovarjamo in da tudi ugotavljamo, zakaj je neka knjiga recimo dobra, kaj nas je na njej, ne vem, presenetilo, kaj nam je bilo všeč, kaj se nam zdi odlično izvedena ideja in neke take podobne zadeve. O delovanju kluba si lahko nekaj preberete tudi na naši spletni strani, sicer je nekako ideja, da se dobivamo vsake 14 dni, in sicer ob tem terminu, ki ga imamo danes, to se pravi 14 dni ponedeljek ob 5. popoldne. Če boste, še enkrat ponavljam za tiste, ki ste bili kasneje, zdajle so mikrofoni izklopljeni, mikrofone vam bomo vmes sklopili, bi pa lepo prosili, mogoče tudi, če vendarle dvignete roko, pa ste potem lahko vklopite v ta naš klepet. Zdaj o tem, kaj bomo brali, kako smo prišli do tega izbora, bom pa mogoče povabila, ker smo rekli, brali bomo v 4 krogih. V prvem krogu smo izbrali knjigo Anomalija, v naslednjih 3 krogih boste pa za knjige glasovali. Na naši spletni strani knjigebrat.si imate tam glasovanje za vsak krog posebej predstavljen pod knjige in to lahko naredite, če še niste, že potem kar takoj ali pa vmes. Zdaj bi pa mogoče kar povabila Darjo Marinšek, ki je urednica nekaterih knjig tega našega izbora, predvsem je pa urednica knjige Anomalija, ki jo beremo v tem prvem krogu, da nam mogoče malo predstavi prvič, mogoče čisto na kratko knjige, ki so v izboru, predvsem pa potem mogoče Anomalijo. Darja se je namreč seveda pogovarjala tudi z avtorjem in bo mogoče lahko podelila pa ene njegove posebne poglede tudi na to knjigo. Kot rečeno, Simona vam bo pač dala potem dovoljenje, da si mikrofone vklopite. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, ste zelo dobrodošli, da tudi vmes, da se vklopite in kaj vprašate. Darja, zdaj pa mogoče najprej nekaj knjig iz tega izbora je tvojih. To so Anomalija, smo rekli, Kremeljski mag, Svobodna, kaj, kako, pa potem še tista, ki bi tudi... Če od Lale Glilja, še vedno bom
pa še od Hane Od Berg, Hane, vse to smo videli. tako. Mogoče samo na kratko malo, te knjige so si zelo različne namreč, ne. Tudi niso iz istih zbirk, kako recimo, ko smo dejansko delali ta izbor, ne vem, zakaj točno te knjige. Ja, okej, hvala Sabina, živijo vsem. Torej, jaz sem Darja, jaz v Mladinski knjigi urejam program prevodnega leposlovja za odrasle in te knjige res, ja, ki so v izboru, so zelo različne, iz različnih zbirk. So pa, mislim, da jim je skupno to, da so načeloma vse usmerjene v eno zelo široko publiko, tako da jaz starostne omejitve ponavadi sploh ne razmišljam o tem, no. Razmišljam predvsem o tem, a se mi knjiga zdi zanimiva, a se mi zdi, da ima nekaj novega, pomembnega za povedati, a to pove prepričljivo. Pri tem gledam tudi na zelo širok nabor jezikov, ne samo anglo-ameriške avtorje pa avtorice, ampak pač čim širše poskušam to zastaviti. Pri tem jim pa pomaga en kup enih smernic, zelo veliko mi pomagajo v bistvu mnenja ljudi iz tujine tudi, urednikov, prijateljev, kolegov, prevajalcev, ki sem jih pač v zadnjih, ne vem, 10-11 letih tule dela pri Mladinski knjigi pač spoznala. Tako da, najlažje mi je govoriti konkretno, če začnem kar z Anomalijo od Hervéja Letelliera. V Franciji obstaja ena zelo pomembna nagrada, tako kot naš Kresnik, to je Goncourtova nagrada, ki v bistvu je zelo taka finančno zelo zanemarljiva, 10 €, ampak te pa ustreli v kanon sodobne francoske proze. In spomnim se tisto leto, ko je bil Letellier za Anomalijo nominiran, je bilo tako, da so vsi govorili o tej knjigi že bistveno prej. Jaz se spomnim, bila sem na sejmu v Frankfurtu, pol vedno se pogovarjaš, kakšne so te stavnice, in vsi so mi rekli, to knjigo nujno moraš prebrati. Zdaj jaz ne berem tekoče francosko, tako da to je potem vedno problem, ker sem tako malo control freak, pa bi rada vse prebrala, da res vem, kaj bom vzela v program. In potem sem takrat to poslala svoji recenzentki, ta PDF tega romana, in to je bil en tak ful zabaven pogovor. To je bila Janina Kos, ki je tudi potem prevedla to knjigo. In ona me je tako pol poklicala, ko je prebrala, in je rekla, Darja, ti to moraš res vzeti. In sem rekla, okej, super, daj mi povej, o čem pa ta knjiga govori. In je rekla, to ti pa ful težko opišem. Pa jaz tako, okej, daj mi povej vsaj kje je v knjigi. Pa rekla, veš, če ti bom začela to razlagati, to bom tako zbanalizirala, ti mi sam verjem, kupijo. In to je bilo se zelo, zelo težko odločiti na podlagi takih skupnih informacij, ampak mislim, hvala Bogu, da sem jo poslušala, ker je ta knjiga se mi zdi res drugačna v smislu, da je izredno inovativna, da se non-stop na nek način ne jemlje sama sebe preresno, ne jemlje družbe preresno, čeprav ves čas govori o naši družbi, ampak se ima dela norca iz nje, pa tudi iz samega sebe, iz vseh likov, ki noter nastopajo. In je tako, moram reči, da mi je zelo všeč humor. Meni se zdi, da je zelo težko pisati dobro literaturo, da je zabavna, ne da bi hitro kaj zbanalizirali. Tukaj pa mislim, da je avtorju to res uspelo. Potem je seveda tudi dobil Goncourtovo nagrado, dobil je tudi kasneje Goncourtovo nagrado slovenskih študentov, ki jo podeljujejo slovenski študenti francistike pa prevajalstva, ki preberejo vsako leto 4 francoske romane, ki pridejo v tisti najbolj ožji izbor, kot ne bi bili pa tako 4 najboljši francoski romani tistega leta, in so tudi oni pač zbrali to knjigo. Ti si pa omenila, Sabina, da je bil avtor je bil tukaj na obisku in sva imela to priložnost, sva se malo pogovarjala. On je namreč zelo plodovit pisatelj, to nikakor ni njegov prvenec, jaz ne vem na pamet, koliko knjig je že napisal, ampak rekla bi recimo, ne vem, čez 10 sigurno. In s to knjigo je on zares tako postal čisti fenomen, glede na to, koliko je ta knjiga bila uspešna, ne samo v Franciji, ampak tudi po celem svetu. In on mi je rekel, da je k pristopu te knjige, mislim, da je k pisanju te knjige pristopil tako taktno, tako, kot da bi v bistvu pisal, kot da bi se odločil, da bo napisal, rekel mi je, jaz sem vedel, da bo to uspešnica, jaz sem se odločil napisati uspešnico. Ker ti to nekdo reče, vsak urednik tako, ko bi rekla, cinično in dvomljivo, tako se začudi, ker če bi obstajal recept za pisanje uspešnice, kaj bi kdorkoli pisal karkoli drugega,
Ampak ja, on je potem rekel, da se je pač odločil, da bo to napisal tako, da bojo scene kar kratke, da bojo filmske skoraj, da si jih boš lahko predstavljal, da bo več likov, da med vso to množico likov najdeš vsaj koga, s katerim se lahko poistovetiš, ali pa ki ti je bolj zanimiv, recimo, da te pritegne, hkrati pa likov ni toliko, da bi se med njimi zgubil. Jaz ne vem, jaz tako bom zdaj citirala Janino Kos, ne bi preveč povedala, sploh zato, ker je ta knjiga že zbrana, pa jo bojo tako vsi brali, pa ne bi rada porušila užitka, no, ali pa presenečenja. Pomembno se mi zdi povedati to, da Letelier je jaz sem zdaj pozabila, kaj je njihov uradni naziv, ampak to je pač društvo oziroma skupina pisateljev v Franciji, ki so Olipojevci, se imenujejo, in to so skupina pisateljev, ki uživa v igračkanju z jezikom. Tako da ta cela knjiga je dobesedno posejana z jezikovnimi pastmi, novotarijami, navezavami, referencami, medbesedilnimi referencami, ene so iz literature, ene so iz pop kulture, res je vse živo noter. Meni se zdi, da je eden od užitkov pri branju te knjige tudi iskanje teh ali pa prepoznavanje teh referenc pa navezav pa for. Če jih najdeš, je to super, pa si misliš, wow, to foro sem pa našel. Če jih pa ne, pa tudi nič nobene škode ni pri tem, no. Tako da jaz mislim, da tukaj katerakoli dva bralca ne bosta te knjige popolnoma enako dojela, kar se mi zdi sploh super tudi za ta izbor, ker je po mojem to lahko res pestra debata. Res je. Pa če lahko samo to dodam, ne, takrat, ko smo govorili, ker Zala pa Klemen vendarle te knjige predstavljata tudi z nekimi, recimo temu, pač nekimi krajšimi videi, v katerih poskušata nekako zanimirati pač bralce tudi, no, da bi se mogoče vendarle da bi jih malo navedli na to, da začnejo nekaj brati, ne. Zala in Klemen sta se takrat kar precej kresala od idej, kaj bi lahko naredila. Zdaj, verjetno ste se že pogledali in veste, da sta si potem nekako zbrala dvojnika, kar mislim, da je pač tudi odzadaj nekako v knjigi, mislim, da je napisano, ne, kaj se zgodi, tako da tu ni prevelikih spoilerjev oziroma kvarnikov, ampak Sorry, a misliš v videu vsebina? Da v videu Ne, to ni noben kvarnik. Meni se zdi bil briljanten, če lahko rečem, ampak ja, ne, to je pač glavna premisa, pa mislim, da ti nič res ne poruši, samo intrigirate, če kaj, no. Tako, hotela sem pa nekaj druga povedati, no, da ne bi mogoče pregnali kakšnih mlajših bralcev, ne. To, ne, na kaj vse se nanaša, pa to, knjigo se da tudi čisto preprosto samo brati, ker je zelo napeta. Jaz sem recimo prvič jo prebrala res čisto samo zaradi zgodbe, ki te žene, ker te zanima, kako jo bo razpletel, ko sem jo pa drugič brala, sem pa začela mogoče ugotavljati bolj neke reference, no, se mi zdi, da je tudi to. Skratka, ampak tudi, če ne prepoznate kakšnih referenc, je knjiga zagotovo vredna branja, ker je tudi sama zgodba pravzaprav, ne, zanimiva, inovativna, odpira več vprašanj v resnici, a ne. Ja, absolutno. Zdaj pa mogoče, razen če še kaj o anomaliji, ker o anomaliji bo o tem malce več vendarle tudi še Klemen povedal. Darja, še kakšna zadeva? Ne, jaz mislim, da imamo veliko knjig, tako da lahko gremo naprej. Okej, zdaj pa jaz sem tlele si prej odprla tale drugi krog, ker mi je zanimivo, ne vem, glasovalo je, če na hitro seštejem, 80, ajde, tam dobrih 70, malo čez 70 ljudi. In zaenkrat zanimivo vodi Kremeljski mak, no, ta je tudi ena od tvojih, recimo, knjig. Ta je pa povsem drugačna. Če je ona bolj igriva, pa se tudi preigrava z nekimi žanri, ne, Kremeljski mak pa drugače zapelje, mogoče samo na kratko. Ja. Mislim, to verjetno ni treba posebej poudarjati, zakaj sem to knjigo zbrala. Mogoče vendarle ja. Mislim, vsi vemo pač, kaj se dogaja po svetu, vemo, da se pač na drugem koncu sveta pač odvija vojna, in ta knjiga se mi je zdela zelo spretna v tem, kako pokaže na en zelo, ko bi rekla, jaz nisem noben strokovnjak za politiko, ampak ta knjiga na en zelo doživet in razumljiv in bister način pokaže
nekako, kako je prišlo do tega, da smo zdaj tle, ko smo. In tudi pokaže, ne obravnava tega vprašanja, torej ruskega vprašanja, zdaj nekaj odmaknjeno od preostalih delov sveta, ampak pokaže to za dobro, kje je tukaj Zahod, kakšna je vloga, seveda Amerike, ker je to vse povezano in kako je vedno neko dejanje nekoga, vedno reakcija na nekaj drugega. In to dobro pokaže to, kako je politika, kako lahko na politiko gledaš tudi na neke vrste pač igro, manipulacijo, kakšno vlogo močno imajo tukaj mediji, to tudi ni v bistvu nekaj novega, to smo v zgodovini vsi že doživeli, ampak to je zdaj trenutno za nas izredno aktualno. In tako da ta knjiga hkrati, zdi se mi res dobro aktualno branje za zdaj, ker mogoče ti včasih več pove, kot če prebereš 50 člankov na to temo, ker je res zelo intrigantno. Ja. In se je zagotovo splača brati, po drugi strani pa ena, ki se pa prav tako ukvarja z neko družbeno politično realnostjo, mogoče majčkeno bolj preteklosti, je pa Svobodna, a ne? Joj, to se pa zdaj, tle bom pa zdaj 20 minut govorila, ravno kar je bila namreč pri nas. Ja, okej, ne bom, to sem se hecala. Ravno kar je bila pri nas avtorica Svobodne, Leja Upi, in torej ona je Albanka, ki je pa pred 12 letih prebegnila v Italijo, potem iz Italije je šla, mislim, da v Nemčijo in potem zdaj pač predava na faksu v Londonu in je napisala knjigo v bistvu o odraščanju v Albaniji. Knjiga govori o albanski tranziciji, torej kako so šli iz socializma potem v neuspel komunizem in potem v kapitalizem, ampak je napisana tako doživeto, ne da bi se postavljala na katerokoli stran, poskuša biti čim bolj objektivna in to ji res uspe, po mojem mnenju, uspe ji pa tako, da je to prikazano skozi oči dekleta, torej nje, Leje, ki tam odrašča, otroka, ki sprejema to, kar ji pač starši, okolica, družba povejo, ne dvomi še na začetku, potem počasi začenja dvomiti, tako da ona zares ne ve točno vse, ne razume vsega, kar se dogaja, včasih ti kot bralec prej razumeš, kaj se dogaja okrog nje, kot ona. Tako da to je potem posrečno in verjameš, zaupaš, vidiš, da ni neke pač propagande vzad. In kot rečeno, jaz sem Lejo spoznala in sem še vedno tako malo zatreskana, zdi se mi ena najbolj fascinantnih ljudi, res, kar sem jih kadarkoli imela čast spoznati, ker je izredno bistra, optimistična, ona je taka idealistka, to so taki ljudje, ki če grejo v politiko, potem pač niso več idealisti, ona pa ne gre v politiko, ampak pač študentom predava politično teorijo in filozofijo v poskusu, da bi pač jih učila kritičnega mišljenja. V resnici mislim, da lahko zdaj trenutno, da je v medijih zdaj kar dosti intervjujev z njo, mislim, da na MMC-ju, že ko to bereš, vidiš, kako je odprta. V Dnevniku je bil ravno kar intervju z njo, Tanja Lesničar-Pučka, pa mislim, da še v 2 revijah, v Delu, v Nedelu, mislim, da tudi glih, kar vidiš, kako je odprta, kako v bistvu res, kako ona recimo ne bi nikoli si drznila nikogar kritizirati. Ona pač izraža svoje mnenje, recimo, ker naslov je Svobodna. Na vprašanje na dogodku z njo, kaj je za njo svoboda, je rekla, da za svoboda je pač možnost kritičnega mišljenja. Ti to možnost imaš. Tako. In tudi ta knjiga je zanimivo, tako dost zabavna, dost uspe take cukrčke noter smeha dozirati ravno v tem, ker je pač ta punca naivna, recimo, da dam primer, njej seveda pač govorijo, mislim, da je tam še v vrtcu, mogoče pa na začetku osnovne šole, da je njihov pač veliki vodja Enver Hodža, je seveda super in alfa in omega in moraš imeti doma njegovo sliko, zdaj starši so disidenti in noče imeti njegove slike. In potem Leja sprašuje, zakaj nimamo slike, vsi imajo sošolci sliko in starši ne vejo, kaj bi rekli, in rečejo, nimamo dovolj lepega okvirja. In tako njej ni jasno, zakaj ne. Skratka, taki cukri so, skozi pač posejani ali pa recimo, ne vem, ko najdejo, mislim, da jim nekdo prinese pločevinko Coca-Cole in ko oni to Coca-Cole spijejo, je to najbolj dragocen predmet, ki ga imajo, ker je to tako redko in potem ga tam postavijo na
na mest, pač na neko tole klubsko mizico, prtiček, gor in rožico in tako. In potem, ko ta pločevinka nepričakovano zgine in čez nekaj časa soseda ima enako pločevinko, se starši, ki so tako že, ne vem, 30 let najboljši prijatelji, zaradi tega skregajo, recimo, ker mama misli, da je tista soseda ukradla njej pločevinko. Zdaj več ne bom povedala, ampak tako v bistvu res čez take anekdote začutiš, kako je bilo. Ja. To se mi zdi bistvo, evo. Ja. In ta pločevinka je bila seveda prazna, ne vem, če so dojeli, ampak mi se pogovarjamo o prazni pločevinki, ne. Ja. Hotela sem bolj reči, mogoče tudi to, če smo tudi pri Kremeljskem magu, je humor v vseh teh 3 knjigah, ki si jih nekako predstavlja, je pa zelo različna, ne. Zdaj pridemo pa do 4., ki bi znala biti pa recimo našim bralcem, mislim, da zelo zanimiva, vse to smo videli, kjer se pa pogovarjamo o neki službi, ki je zelo nedavno se pojavila pravzaprav, a ne, in bi znala biti z tega stališča mogoče zelo, če smo prej se vendarle malo ukvarjali z nekimi realnostmi drugačnimi, je pa to ena taka realnost našega vsakdana, a ne. Ja, to je pa novela Vse to smo videli, to je čisto kratka knjiga. Govori o službi internetnega čistilca oziroma internetne čistilke, glavna junakinja je ženska. Ja, to se pa tako malo bere tudi kot en thriller, v smislu, da glavna junakinja, ko opisuje, kaj se ji dogaja, se na nek način ne zaveda, kaj se njej v glavi dogaja, kako jo to, kar ona počne, ko sprejme to službo, kako jo to spreminja. Tako da ona opisuje dosti zunanje okoliščine, kako to izgleda, ko dobi to službo, kako so, kakšne ljudi tam spozna, kakšni so ti njeni prijatelji, kako to pol postane čisto zaprt krog, kako so, kakšno je v bistvu, kako jih učijo, kako bi temu rekla, jaz mislim, da jih v bistvu učijo čustvene otopelosti. To, kar pač njih učijo, je, da jim dajo pravila, v smislu, ne vem, seks je dovoljen, ampak ne, če je z otrokom, ampak lahko je z otrokom, samo če pač ni daljši od 2 sekund, pa da ni čisto jasno, da je ta otrok res mladoleten. Skratka, stvari, ki pač so ogabne in bi vsak pač mogel vstati in iti, oni pa to sprejmejo, ker si želijo to službo imeti in obdržati. In v bistvu s tem, ko pristajajo na te zunanje dejavnike, se ne zavedajo, kako se njihov pogled na svet in dojemanje čustveno sveta vedno bolj oža, kako jih spreminja, kako, zdaj spet nočem res reči razkriti, ker je res taka thrillerska knjiga, tako vse skupaj je šokantno, no, šokantno je in mislim, da je zelo, zelo tako dober komentar tega, kaj v bistvu, kako je internetna komunikacija drugačna od komunikacije v živo. Kaj si v bistvu ljudje, kako se meje porušijo, ko se ti v bistvu za neko varnim zidom enega zaslona, kako odpadejo neke senzibilnosti, kako ljudje hitreje rastejo agresivni, kako si več pač privoščijo in kako to na dolgi rok lahko res vpliva na ne samo medsebojne odnose, ampak res v bistvu na to, kako ljudje tudi čustvujemo, kaj šele komuniciramo. Pravzaprav, Darja, par odličnih iztočnic za zdajle, a ne, za potem kakšne pogovore o teh knjigah. Še ena je tvoja, potem mislim, da čisto v zadnjem krogu, Živela bom, ne, to se pravi mlada Nizozemka, sicer turškega rodu, a ne. Ta je pa... Lale Gilija, ona je bila tudi tukaj, je bila gostja na festivalu ICN je bila v Ljubljani, tako da njo sem tudi imela priliko spoznati. Ta knjiga me je pa recimo pritegnila, tle ni bilo pa, mi smo jo kupili zelo na začetku, zelo kmalu potem, ko je izšla, tako da ni bilo še nobene nagrade, zares nobenih, mislim, da sploh še kritik nekaj ni bilo veliko zunaj, ampak mene je ta tema tako fascinirala, predvsem zato, torej tema, torej pač to je muslimansko dekle, ne vem, ki odrašča v centru Amsterdama, ki je v bistvu, če je hotela, tako bom rekla, no, čez teden je pač ona, tako kot vse njene sosede tam okrog, hodi v nizozemsko šolo, ima nizozemske prijateljice,
se druži z Nizozemkami, potem za vikend mora hoditi pa pač v muslimansko šolo in njej, zdaj, ko odrašča, ta dva vrednostna sistema vedno bolj prihajata navzkriž. Ona si pač želi imeti fanta, tako kot se njene prijateljice. Ona si želi to kino, tako kot njene prijateljice. Ona si želi selfie narediti z enim fantom, ne da bi jo doma mama pretepla. In v bistvu je to, kar je bilo meni fascinantno, to, da se to dogaja tako blizu nas in to, kako je tle, kako bi rekla, nihče se ne ukvarja s tem, kako sploh ta asimilacija poteka, kako naj te ljudje uskladijo te različne impulze, ki jih dobivajo iz okolja in od doma. Pri Lali Gil je prišlo do tega, da če je ona hotela pač zaživeti brez rute in če je hotela ene svobode v svojem življenju, ki jih je v bistvu dnevno gledala pri svojih vrstnicah, je morala se pač skregati s vso družino oziroma družina se je odrekla. In to ona popisuje v tej knjigi, ki je zelo direktna, res popolnoma necenzurirana, nastala je iz njenega dnevnika, ki so ga potem v bistvu pri založbi pač pomagali spraviti v knjižno obliko. Zelo je iskrena in mislim, da je njena zgodba res vredna branja. No, zdaj, če bi morala zbirati od vseh teh knjig, jaz mislim, da vem, kaj boš rekla, ampak daj. Rekla bom, da ne bom zbrala. Svobodno. Ne. V redu. To je pa zelo težko za urednika. To je zato, ker je bila Lea zdaj na obisku. Če bo prišel pa zdaj, ne vem, Juliana de Filipa, pa mogoče kaj drugega rekla. Zdaj pa mogoče preden Alenko pokličem tamle zdaj, pomahimo, da ne bo prav dolg čakala. Zdaj, ti si brala kar nekaj teh knjig že. No? Jaz, ja, res je. No, pa dajmo tebe malo. Ker takrat, ko so se pogovarjali, si rekla, za vse to smo že videli, da pravzaprav sploh niste vedela, da je šla v slovenščino, da se zelo veseliš še prebrati. Kakšen vtis? Res je. Sicer moram reči, da trenutno ironično nisem najbolj fascinirana nad spletom. V tem trenutku se mi zdi, da se dosti raje malo osredotočam na življenje v resničnosti. Zdi se mi, da ta knjiga dobro prikaže v bistvu, kako daleč smo prišli glede vsebin, ki jih delimo na spletu in glede hudobije, ki smo jo zmožni ustvariti. Nisem se znala toliko povezati z glavno junakinjo, ki se mi zdi, da je rahlo ta tip glavnih junakinj, ki so trenutno zelo popularne, mogoče ta malo pasivna, apatična oseba. Ampak zdi se mi, da je mogoče fajn to knjigo prebrati, da se malo ustavimo glede svojih aktivnosti na spletu, tudi med drugim. Ne, čeprav mi zdaj nekako bi želeli vas povabiti k sodelovanju ravno na spletu, no, ampak to vendarle malo drugače, a ne. Ja, ravno to se mi zdi, da v bistvu tudi na spletu lahko ustvarjamo zelo lepe vsebine in delimo tudi srečo, ampak ta knjiga je pa pač res ravno nasprotno. Res je. Zdaj pa, ne vem, če ima kdo kakšno vprašanje, dajte se za Darjo mogoče, če ne bomo šli pa potem še k Alenki, pa bo še Alenka predstavila knjige, ki so pa dejansko prišle iz njenega izbora. Alenka. Ja. Zdaj, za razliko od Darje, jaz sem Alenka Velar, jaz sem urednica Mladinskega leposlovja zadnjih 15 let pri Mladinski knjigi. Knjige, ki jih bom danes predstavila, so izšle večinoma v zbirki Odisej. To je zbirka, ki letos praznuje 50 let in prinaša že od vseh začetkov književnost, ki naj bi bila most nekako med književnostjo za mladino in odraslo književnostjo. Jaz zdaj to kar naprej obnavljam to zgodbo, kako je Ivan Minati v enem trenutku, ko je hodil v knjižnico, v pionirsko knjižnico, gledati, kaj mladi berejo, spraševati knjižničarje, kaj je tisto, kar jih zanima, in so nekega lepega dne mu rekle knjižničarke, da je prišel skrajni čas, da se tudi ustanovi neka zbirka, v kateri bodo dela, ki bodo bolj nagovarjala mladostnike, se pravi
Sini Galeb, ki je prej obstajal, je bil tam 10 let naprej in gor, in nekako se je ta potreba pokazala. In v bistvu, ko o tem govorim, že govorim o tem, da pa jaz ves čas razmišljam o svojih naslovnikih. Če Darja ne razmišlja, komu namenja knjige, je moja dolžnost, da imam ves čas v mislih mlade bralce, hkrati sem pa zelo izbirčna in se mi zdi, da morajo biti knjige, ki izhajajo v zbirki Odisej, take, ki nagovarjajo tudi odrasle, oziroma to se zgodi sama po sebi, no? In zelo imamo veliko srečo, da sploh v zadnjem desetletju, v zadnjih 2 desetletjih nastaja res izjemna mladinska književnost, ki nekako ves čas tako prestopa to mejo, se pravi, se ne drži toliko te meje za mlade, za odrasle. Veliko odraslih se najde tudi v knjigah, ki bom predstavila danes. Zdaj, ko izbiram knjige, poskušam nekako razmišljati, se pravi, o bralcih. Še vedno iščem sebe najstnico z nosom med platnicami, in hkrati ves čas tudi poskušam biti v stiku z mladimi, in nekako prisluham temu. Zaradi tega ves čas sledim vsem družabnim omrežjem, forumom, spletnim mestom, kjer se bralci srečujejo, gledam tudi lestvice najbolj branih knjig, seveda pa si želim imeti na svojem programu kakovostne knjige, zato ves čas tudi tako malo obredno spremljam nagrade nacionalne za književnost. Ne želim imeti v svojih zbirki knjige, ki zajemajo najrazličnejša kulturna področja, območja, in zato tudi upam, da se to pri izboru opazi. Mislimo tudi na to, da niso to knjige samo iz anglosaksonskega območja. Sam, če te malo prekinem, vem, da mi je Klemen rekel, ko smo se enkrat pogovarjali, rekel nekako takole, pravzaprav mladinska literatura so pravzaprav najboljše knjige, kar se jih sploh da brati, ne, ker tam se pravzaprav nekako začnemo in začne. In mislim, da vsi odrasli bralci, po mojem, kar z veseljem beremo zdaj, kar je res razlika, ne, med otroško in mladinsko, in mi zdaj dejansko govorimo o mladinski, a ne, tej, ki je že tako zelo na prelomu, no. Tako da oprosti samo toliko, sem mislila, da se bo Klemen javil, pa mogoče nam je... Klemen ima verjetno več izkušenj, ampak moja izkušnja je bila, da recimo, če knjiga izide, neka knjiga, mogoče bom pol, ko bomo šli od primera, da imela prav pokazala, neka knjiga, ki izide v zbirki roman, bo verjetno dosegla srednješolsko populacijo. Neka knjiga, ki izide v zbirki Odisej, pa bo kljub temu, da na podoben način lahko nagovarjaš, zato ker je umeščena v neko zbirko, ki je namenjena mladim, mogoče imela malo manj odziva, ne, pri mladih, ne? Ker konec koncev v srednji šoli seveda vsi hočemo brati resno književnost. Klemen, verjetno imam prav, a ne? Malo drugače sva se Sabino še pogovarjala. Rekel sem, da imajo srednješolci nezmotljiv okus za dobro literaturo. Kot tista literatura, ki je res izvrstna, oni ne poznajo sprenevedanja, oni ne padajo na avtorja, oni ne padajo na marketing, na karkoli drugega. Knjiga jim je všeč ali jim pa ni. In ugotavljam, da te knjige, ki so njim všeč, so ponavadi res vrhunske. Pa mogoče najbolj v 3., 4. letniku, ne? Tam, ko je že na meji odraslosti, ta njihova zmožnost prepoznati bistveno je, tako meni, neverjetno, odličen kompas imajo, nepodporen. No, jaz mislim... Se mi zdi, da zadnje čase je dejansko zelo veliko literature tudi zunaj izhaja, kjer, ne vem, se sami težko odločijo zdaj, ali bi bilo to zdaj, kot oni rečejo, young adult, ali bi bilo to zdaj adult. In v takih primerih pa mi z Alenko večkrat predebatirava, v katero programi, potem katero zbirko bi bilo, katero knjigo pač bolj smiselno uvrstiti, a ne? Ker bi v bistvu lahko išla v obeh programih, no, knjiga. No, v bistvu lahko začnemo zdaj kar, da grem konkretno k knjigam. V bistvu lahko začnemo s knjigo Bratov kožuh. Bratov kožuh je knjiga nizozemskega avtorja Japa Robna. Meni jo je prinesla Darja z enega fellowshipa, bila je na Nizozemskem, tam so ji priporočili cel kup knjig in med drugim je bila tudi taka. Ta knjiga je šla v programu za odrasle. Ampak potem so jo za svojo vzeli mladostniki.
in je bila tudi velika uspešnica, dobila tudi nagrade neke in ko je Darja to meni priporočila, je pridobila tudi recenzijo, ena od prevajalk, to je tudi en inštitut, ki nam pomaga, da se lažje odločamo. In jaz sem tudi control freak, jaz bi tudi vse prebrala, zato poskušam včasih tudi počakati na nemški prevod ali pa na angleškega. No, ampak pri tej knjigi je bilo tako, da je v bistvu prevajalka že sama rekla, da ne ve, če je to glih, za odrasle ali za mladostnike. Ampak kar je mene tako zelo povleklo, je bila tema romana. Namreč revščina je tema, ki je v mladinski literaturi relativno slabo obdelana na tak način, kot v tem romanu. Tle gre za ekstremno revščino, glavni junak živi z očetom v nemogočih okoliščinah, potem sta oče in brat in ta fant domov sprejmeta zaradi tega, ker pač oče želi dobiti nek denar, brata, ki ima hudo motnjo, razvojno, in živijo res v ekstremni revščini. Ampak kar je mene, se pravi, na nek način me je privlekla ta tema, ker se mi zdi, da je revščine povsod dovolj, mogoče je te skrite še več, kot te tako zelo v oči bijoče. Po drugi strani pa zgodba o tem, se pravi, kako v takih okoliščinah vseeno zasijati, ohraniti, pokazati ljubezen in biti dober, biti v nekem sožitju z nekim drugim človekom. Zdaj, jaz ko knjige nisem prebrala, Ana, in ko sem jo prvič dobila prevod, izvrsten prevod Stane Anželj, sem bila kar tako malo v šoku. Ko ti to knjigo bereš, te neka taka tesnoba začne spremljati. Ti veš, da se to ne bo dobro končalo. Ampak hkrati, kar je pa tisto, kar je najlepše, je pa ta neizmerna ljubezen tega glavnega junaka, ki skrbi za svojega brata, ki ga razume, ki je edini, ki ve, kaj ta brat v resnici potrebuje in tudi zaradi tega na njega zelo dobro vpliva. Gre za res en tak, v resnici, svetoroman, čeprav ga bereš ves čas s čmokom, ampak je čustveno, ker je čustveno tako močno nabit. In je v resnici knjiga, ki nekako prinaša upanje in ki nekako govori o tem, da tudi v najbolj groznih okoliščinah, v najtežjih trenutkih v resnici se lahko odločimo, kaj smo. A bomo dobri ali ne bomo. No, tako. Ja. Je pa krasna knjiga in se lepo bere. Lepo teče knjiga, ne? Ni, da bi se človek matril, ker si rekla pač, ne, ki govori o enih takih temah, ampak vendarle je to ena knjiga, no. Zdaj se velikrat pogovarjajo o tem, ali dol tišči, ali ne tišči dol. Ne, to ne tišči dol v tem smislu, kot govorimo, da tišči dol. Knjiga lepo teče, krasno se bere in je res vredna, no. Enega takega branja. Mogoče bolj kot odrasla bralka že točno vem, kam pa stati moli, pa mi ni všeč. Ja. Ampak ja, zagotovo ena močnejših knjig, ki se me je zelo dotaknila, dobila je pa tudi priznanje Zlata hruška za prevodno delo. Mogoče še ena knjiga, ki mogoče greva kar zdaj, hej, poslušaj. Ne, ker to bomo brali, če jo boste izbrali, jo bomo brali v 4. krogu, hej, poslušaj, je pa zdaj že v naslednjem krogu, a ne? Ja. Izbrana, tako da, ja, kar izvoli. Hej, poslušaj, je pa spet ena knjiga, ki me je prav tresla na pobuč. Ne vem, če sem jaz v zadnjih 15 letih se tako hitro odločila za eno knjigo, da jo hočem imeti v programu. Namreč, prej sem omenila, da obredno spremljam ene lestvice najbolj branih knjig, pa nagrajenih knjig, za katere seveda glasujejo bralci. In to sem zbrskala na eni nemški lestvici, Lux des Monats je naslov, se reče tej nagradi, in ker ne berem toliko teh jezikov in kot rečeno, sem tudi malo control freaka, dostikrat spremljam to lestvico, zaradi tega, ker se tam znajdejo prevodni naslovi iz ne angleškega, ne nemškega prostora, berem tudi nemščino, in pol tudi pridem do kakšnih finih naslovov, ki jih potem izdam. No in
tam je bila na prvem mestu pristala ta knjiga in v opisu je bilo humor, priseljenska tematika, nestereotipno. In mene že ta prva humor me je zelo povlekla in sem si takoj naročila rokopis, vedela sem, pri kateri nemški založbi to je šlo in sem jo čez noč požrla. Namreč, kar je najtežje dobiti za to starost, je dober humor. Knjige, ki imajo neko ki so tehtne, ki imajo kaj zapovedati, hkrati pa, da je to humor, ki ga bojo mulci kupili, no, po domače povedano. In ko sem to knjigo prebrala, mi je bilo samo tisto, wow, pogled na izseljenstvo, na priseljenstvo z enega zornega kota, ki ga jaz do zdaj še nisem poznala. Se pravi, glavni junak je potomec, prva generacija kako se to izrazi, se opravičujem, starši prihajajo iz Pakistana, dobijo službo v Oslu in ta glavni junak se rodi v Oslu in tam tudi živi, hodi v šolo, živijo pa v getu, v katerem živijo tudi drugi ljudje iz vseh koncev sveta. In v bistvu ves čas preigrava stereotipe, se pravi, znotraj geta in nasproti večinskemu prebivalstvu. Način, kako je ta knjiga napisana, je meni čist nor, namreč gre za pogovorni jezik, ki je bil kar težava in mogoče je to ena taka zanimiva stvar, ker se tudi lahko pogovarjaš. Namreč prevajalec Darko Čuden je srečal Gulrisa Šarifa na Norveškem in ko sta se pogovarjala, je pač Darko je opazil, da v izvirniku je jezik pač tak, da je pogovoren ves čas knjige, potem, ko govorijo starši, je pa knjižni. In se je pojavilo vprašanje, kaj pa zdaj s tem? Pa je rekel Gulris, jaz o tem pa res še nisem razmišljal. No in se je pol rekel, in je rekel Darko, ti kar naredi, kar hočeš, če se ti zdi, da bi bil boljš pogovorni jezik, naredi pogovorni jezik. Smo pol nekako probali najti eno ravnovesje, se pravi, tega, kako govorijo starši in kako govori ta glavni junak. Spet, gre za zgodbo o sprejemanju, gre na pogled, kako nek priseljenec čuti sebe znotraj neke skupnosti in kako ta skupnost gleda tudi na njega. In kar je meni všeč, je ta perspektiva, ki je ves čas tako na robu, pač politično nekorektna čist in ves čas ta zmožnost samoironije. Gre za tanko knjigo, ki se jo bere na šus, kar je meni tudi dragoceno, vem, da tlele pač mogoče to ni toliko pomembno, za ta bralni klub ni toliko pomembno, je pa pač tudi spremna beseda, ki malo razkriva, kako to poteka v našem prostoru. In se mi zdi en tak biserček, no, v tem smislu, da dobimo še en drugačen pogled na to priseljensko tematiko. Ker je pa res zabavno, no, jaz jo res priporočam, ker je res en tak, točno to, kar si rekla, en tak zabaven cukrček, no, z veliko humorja. No, in veliko je stereotipov. ena stvar, sem se pred kratkim srečala z eno skupino mladih bralcev, ki so mi povedali, da kaj njih pri branju zna odvrniti, na primer pogovorni jezik, ne? Ampak bolj, ko smo se pogovarjali, zakaj pri tem gre, odvisno kako je, smo vsem prišli do zaključka, da mogoče pa vsem, če je ta pogovorni jezik z eno tako pravo mero in zavedanjem, koliko se ga uporablja, da potem pa pač to tudi gre skozi in da to prispeva tudi eni živosti. Alenka, zdaj te bom pa vendarle prosila, da majčkeno hitreje greva še čez ostale, ker moramo potem še... Poleg teh, se pravi, tukaj smo zdaj predstavili 2 knjigi, Bratov kožuh, potem Hej, poslušaj. Še ena... V drugem krogu je še Kvantni skok. Kvantni skok, ja. Tako je. Kvantni skok, mogoče sem toliko, knjiga, ki tematizira depresijo, tokrat depresijo ene mlade punce, ampak ne gre toliko za njeno perspektivo, gre za perspektivo njene sestre in njene družine. Kako se oni spopadajo s tem, da pač je članica njihove družine človek, ki ga ima radi, ima velike težave.
Mogoče tle je samo zanimivost, da sem se za to knjigo odločila, brala sem jo med covidom. In ravno takrat smo po covidu, takoj smo na ITN-ju, ki ga tudi nekako sooblikujem mentorsko, smo naredili eno publikacijo Moja soba, kjer so govorili najstniki in najstnice o težavah, s katerimi so se srečevali med covidom zaradi izolacije. No, skratka, to je bil nek tak povod, ker se mi je zdelo, da knjiga, ki nekako govori v današnjem času, ampak z ene perspektive, ki je malo drugačna kot običajno, ko je bolj prvoosebno pripoved. Zelo berljiv, zelo dostopen roman, tak klasičen mladinski roman. Potem so pa naslednje knjige, ki sem jih zbirala pa tako, da so zelo dolgo bile na lestvicah najbolj branih knjig in tudi najbolj prodajnih knjig in tudi z zelo perečimi temami. Vse se vrača, ameriške avtorice, Angie Thomas, mi je zdaj že ušlo, je bil, mislim, da najdlje vztrajajoča knjiga na ameriški lestvici najbolj prodajnih knjig New York Timesa. Govori pa o temi, ki je bila, sploh takrat, ko sem se odločila, da to knjigo izdam, bila ful pereča, se pravi Black Lives Matter. V bistvu gibanje, ki je v Ameriki, žal mora biti zelo živo, in knjiga se sooča nekako s vprašanjem sistemskega rasizma. Angie Thomas je sicer bila včasih reperka, to je njen prvenec, izjemno uspešen, napisan tekoče, tudi zelo berljivo, in v tej knjigi spremljamo eno družino, ki se sooča z smrtjo prijatelja, njihove hčerke, in govori o tem, kako se družina spopada s to izgubo, hkrati pa nekako dobimo širši vpogled v to problematiko. Naslednja knjiga, ki je spet Alenka, a te lahko samo en majčkeno prekinem? Malo smo dobili enih prošenj, ker eni morajo iti, da bi mogoče zdajle pa malo o anomaliji, pa mogoče mi potem še na koncu za tiste, bo kdaj drugič priložnost, ja. Ne? Da ne bomo dolgi, se upravičujem, malo sem slabo natempirala, ker je veliko knjig. Mogoče samo toliko, za tiste, ki ste res planirali tole uro, da malce se pogovorimo zdaj o Plavirih igre pa o anomaliji, pa potem za tiste, ki se vam pa ne mudi, pa mogoče vendarle naredimo ta pregled do konca še za potem tiste, ki ste pripravljeni še malo ostati. Tako da mogoče zdaj Zala, Klemen, pač kako bo Klemen mogoče malo najprej o... Ja, bom takole malo hitreje, lepo vsi pozdravljeni. Mi je žal, ker se ne vidimo, pa nimam večjega občutka tega bralnega kluba oziroma razreda, vas vseeno lepo pozdravljam. Torej, načrt je, da bomo imeli tudi 4 sklope. Ena knjiga vnaprej je torej že izbrana, to je Anomalija, pri ostalih sklopih pa to glasovanje še poteka, oziroma je zaželeno, da poveste mogoče, kaj je tisto, kar je vam najbližje, v pomoč ste imeli pa zdaj to, kar so predstavili. Mi bi se pa torej dobivali na 14 dni in bi govorili o teh knjigah. Torej, prva Anomalija. Jaz verjamem, da ste že marsikdo že prebral, ne vem pa, če vsi, tako da si zdaj prvič nisem upal, da bi šli že kar v obravnavo. Naslednjič je pa prav to namen, torej, da se pogovarjamo prav o tej knjigi. In bi jaz dal mogoče samo nekaj napotkov do naslednjič. Tisti, ki ste prebrali, lahko mogoče že zdaj odgovorite. Vmes sem že reagiral malo, ko je Darja govorila o teh citatih, sem enega hitro prilepil na sporočila. Hvala, hitro ste uganili, eden najbolj znanih svetovnih, rečemo, prvih povedi, takih zelo znanih prvih povedi je bila. Teh pa seveda mrgoli in mogoče to kar prva naloga. Prebrali ste že kar nekaj knjig, a si lahko prosim počrtate, izpišete, počrtate seveda, če je vaš izvod, kakšen citat, ki ga boste prepoznali. In bi ga naslednjič, bomo malo šli skozi. To je prva taka, recimo, naloga. Druga, vsaka zgodba ima ponavadi, zato da je privlačnost, da je napeta svojega protagonista in antagonista, rečemo, svojega glavnega junaka
in njegovega nasprotnika, ki mu beli lase. Pa me zanima, ali lahko razmislite, tisti, ki ste že prebrali, lahko tudi prosim sporočite, kdo je tukaj glavni junak po vašem mnenju in kdo je tukaj nasprotnik. In ali sploh lahko govorimo o tem, konec koncev. Tega smo navajeni, da imamo neke take nasprotja, ki zgodbo delajo napeto, dokler se to ne razreši. Ja, to je svoja taka druga naloga. Potem me zanima vaše mnenje o koncu, me bo naslednje zanimalo. Ponavadi smo vajeni, da se zgodba zaključi s piko. Pika je tisti skupni, ko bomo rekli, skupna točka, kjer se bralec in pisatelj združita, pisatelj ima svoj namen, bralec prebere po svoje, ampak oba se na koncu vesta pa, kaj je konec. Vsem ostalem lahko razpravljamo. No, in me zanima še ta del, ko boste to prebrali. Pa seveda čisto mogoče najbolj pomembno potem naslednjič, lahko tudi zdaj, kaj se vas je najbolj dotaknilo, kaj je najbolj ostalo v spominu. Kaj je tisto, po čemer se boste kakšen detajl ali pa po čemer se boste knjige spomnili še 10-20 let se nazaj spomnil. Še so taki čisto majhni detajli, kakšni stavki, kakšen dogodek, nekaj, kar se spomnim, tako rečem, kot primero, pred leti so Afričani, v enem afriškem plemenu, desetletja nazaj, pokazali en evropski film. In so jih vprašali, kaj so videli, in so rekli, kokoš, ki teče preko ekrana. In so šli potem res ta film pogledati in so ugotovili, da v enem trenutku res kokoš teče spodaj. In takrat sem se zavedel, kako lahko res različne stvari opažamo v delih, odvisno od časa, prostora, kjer smo bili vzgojeni. No, in me zanima ta kokoška, ki je tekla. Ko boste vi to brali, kaj je ostalo, lahko čisto banalno, lahko je ne, mislim, tako vam se zdi čisto brez veze, ampak ni no. Evo, tele naloge, se pravi, zanima me, kako ste doživeli konec, kaj je ta kokoška, kdo je glavni junak oziroma kdo je njegov nasprotnik. In če boste našli kakšen citat. To se pravi, samo če lahko povzamem, Klemen, pravzaprav smo nekako načrtovali tako, da zdaj v roku 14 dni, to se pravi do naslednjega srečanja, vsi preberemo Anomalijo, tako da naslednjič lahko o vseh kvarnikih tudi govorimo. Tako, jaz sem se skušal zdaj čim bolj zadržati, čeprav že skozi vprašanja se včasih štrlijo malce odgovori, ampak prosim, če morda zgleda, kot da merim v eno stran, ne merim, bom zelo vesel, če bom presenečen, kakorkoli. In drugo, mogoče, kako zdaj mi želimo, seveda bi se z vami želeli srečati, pa takrat pa vendarle malo bolj tudi klepetati, če boste pripravljeni z nami deliti svoje mnenja, sicer pa imamo mi več kanalov, to se pravi na YouTube objavljamo video, tudi na TikToku in tudi na Instagramu. Zdaj za TikTok in Instagram tam bolj Zala skrbi, bo tudi potem povedala par besed, ampak bistvo je pa to, mi bi se seveda radi pogovarjali, ampak tudi če bi se vam zdelo, da lahko, ne vem, bistvo knjige ali pa tisto, kar vas je pri njej presenetilo, kar vam je bilo všeč ali pa vam ni bilo všeč, izrazite na kakšen drugačen način, bomo mi prav tako veseli. To se pravi, če se nam odzovete na kakršenkoli način, vsi naši kanali se imenujejo pač Knjige brati na vseh teh omrežjih, o katerih sem govorila. Samo toliko prosti, Klemen. Ja, to je to. Potem naslednjič, ko bomo imeli te ideje, ko bomo govorili, bomo pa razmišljali tudi o načinih, kako bi to, kar smo dognali, povedali. Kako bi to, lahko je to kritika, lahko je to kakšen tak droben video prispevek, lahko je to kakšna druga, kakršnakoli literarno ustvarjalna rešitev, o tem bomo govorili. Ja, jaz bom zdaj objavil najbrž jutri po jutrišnjem tudi en posnetek, kjer bom govoril o Anomaliji, 5-6 minut, prav o tem, kdo je najhujši nasprotnik, kar jih poznamo v literaturi. Kdo je tisti najbolj grozen, najbolj nepremagljiv in je skrit tudi v Anomaliji. Ampak mogoče prej preberite, no? To bo moja misel, pa se verjamem, da ste odporni na tu misli, ampak vsem si pustite. Bom pa najbrž iz tega štartal, pa bom mogoče tudi tezo naslednjič postavil. En najbolj grozen možni nasprotnik je tukaj v Anomaliji. Ja, vsekakor morate prebrati prej. Zdaj pa mogoče Zala, čisto tebe še tako, pač radi te imamo zraven pri projektu, pravzaprav si med nami, edina, ki je malo mlajši obraz, vendarle.
pa bi radi tudi potem tebe malo slišali, ker mogoče pa malo drugače vidiš svet, no. Mene je prej presenetilo, ko si rekla, ne, da je pač junakinja taka, kot so zdaj moderne junakinje, pasivna pa tako, no. Ampak čisto. Ja, v bistvu jaz bi najprej tebe kar malo povzela, da v tem trenutku v glavnem vabim vse, da pogledate naše kanale na Instagramu pa TikToku. Jaz poskušam deliti še koliko toliko zabavne videe oziroma na recimo zabaven način prikazati knjigo, ki je mogoče dojeta v drugih krogih malo bolj resno. In bi bila tudi ful vesela, če vidim, da se vi lahko izražate na načine, da pač lahko v videih izrazite nekaj, kar ste našli v knjigi, ali pa podate neko mnenje. Lahko zelo na kratko, lahko tudi kaj poveste o tem. Zdaj meni je Anomalija bila zelo tako iskreno težko se odločim točno, kaj mislim o tej knjigi, in mislim, da je to tudi ravno point, ker je tudi mešanica različnih žanrov in se mi zdi, da različni deli knjige sporočajo različne stvari. Tako da se mi zdi, da je že samo zaradi oblike vsekakor ful vredna branja, pa tudi če se čez ene dele prebiješ malo hitreje kot čez druge. In ja, ni dosti apatičnih, pasivnih junakov, tako da to je pozitivno. Zdaj več pa danes ne bomo o Anomaliji, da ne bomo vsega pokvarili. Klemen, mogoče še ti. V Anomaliji mogoče povem, zakaj je to težko brati. To je roman, za katerega se mi zdi, da je tako prerez cele literarne zgodovine. To včasih ni v redu, no, da knjigo napiše nekdo, ki je prebral že skoraj vse knjige ali vse pomembne knjige. To je in blagoslov in prekletstvo, tako bom rekel, no. Nekaj, to je čarobna palčka, s katero lahko ustvariš nekaj res čarobnega, lahko pa tudi zapletaš. Bomo o tem govorili, no, ne bi rad preveč povedal. So momenti, ko bi razmislil, ali je bilo to potrebno ali ne dodati. Ali še sledi v zgodbe, ne. Zdaj me zanima to osnovno vprašanje. Kdo je glavni junak, kdo je nasprotnik? Tega smo vajeni. Tako. Zdaj pa takole, ne, do naslednjič bi si pa jaz zelo želela tudi, da se odločimo, kaj bomo brali v drugem krogu, no. Tako da lepo vabljeni k glasovanju. Zdaj pa mogoče, ne vem, predvsem pa tudi vaša vprašanja, kaj smo pozabili omeniti, ker nam je zdaj že vse jasno, kako smo to zasnovali, kaj bi si želeli slišati. Naslednjič se bomo srečali še s Sašem Poljarevičem, ki je tudi sam deloval kot literarni kritik in bo tudi on še z tega stališča malo povedal tudi, kako pa on vidi Anomalijo. Zato bi želeli, da jo do naslednjič preberete, da imamo potem par zelo različnih, recimo, vidikov na to, kako vidimo to knjigo, no. Kakršnokoli vprašanje, mi bomo res srečni, če se boste pogovarjali z nami. Karkoli vprašali, karkoli vas zanima. Če bi Zala, Klemen, želela še kaj povedati? Samo ta vprašanja, jaz res pogrešam, jaz se vnaprej pričujem tako, poklicno sem deformiran, zelo rad se pogovarjam o književnosti in tako, bolj iz oči in zelo rad imam čim bolj nenavadna vprašanja. Včasih se mi v tako realnem svetu čuda, ker se mi res nobeno vprašanje ne zdi neumno. To je pravi fraza, ampak v razredu res ni neumnega vprašanja. Včasih so se izkazala za najbolj globoka. In bi si res želel, no, da je bilo tudi čim več vprašanj, ki se zdijo neumna. Tisto vprašanje, za katera menimo, da se bomo popolnoma usmešali, če bomo, te so najboljša ponovadi. Je pa težko, to si pa predstavljam na spletu, ne poznamo se, ne vidimo mogoče se, težko se izpostaviti. Ja, to bi rad sam povedal, da se zavedam tega. To se pravi, in kamere in mikrofone lahko vklopite vse in se pogovarjate z nami. Če vam karkoli ni jasno, kako smo zasnovali ta bralni klub, kaj si pravzaprav želimo od vas, mi si želimo, da bi brali in razpravljali v knjigah, no. Pa da bi potem mogoče tudi kakšno mnenje izoblikovali. Ampak če komorkoli ni jasno, kako naj bi to delovalo. Če ne, pa povabimo tiste, ki so še ostali z nami, enim se je mudilo, da vendarle pogledamo še.
Ja. Zelo enostaven svet za tiste, ki ni bilo jasno. Mogoče samo čez 14 dni pridite in preberite anomalijo. Tako. To je vse zelo preprosto navodilo. Pa mogoče še ena stvar. In če se kakšnega kroga ne boste udeležili, nič hudega. To se pravi, lahko tudi preskočite. Pa se vklopite v drugem krogu, če se vam zdi, da bi tam bilo kaj za vas. Skratka, zaželeno je seveda, mi bi si želeli, da bi prebrali vse 4, ampak tudi, če jih boste manj, ne bo prav nič narobe, no. Ne, mislim, da vprašanja, ki se bodo postavljala, tisti, ki bodo prebrali, bodo zanimiva tudi drugim. Še nekaj hočem reči, prej, ko smo predstavljali knjige. Eno stvar zanimivo sem opazil pri pouku književnosti, da lahko ločimo 2 skupini knjig, ene, ki se zelo dobro berejo, odlično, ampak niti nimaš kaj dosti za pogovarjati. A pa prebereš eno pesem, pa se ti zdi vse, tukaj ni več nobenega vprašanja. In so knjige, ki jih včasih težko prebrati, ali pa niso najbolj zanimive, in se pogovarjamo ure in ure. Zdaj ne vem točno, kam bo sodila anomalija, ampak tako zanimivo mi je. Bo zanimivo videti. Ja. Ne vem, zdaj pa, če res nihče nima nobenega vprašanja, Alenka, mogoče gremo vendarle skozi to listo do konca, za tiste, ki bojo še zdržali z nami. Lahko gremo zelo na hiter. Prosim. Ja. Skratka, končali smo z Angie Thomas, zdaj gremo pa k drugi avtorici, Alice Oseman. Alice Oseman je med mladimi bralci izjemno priljubljena avtorica. Roman, upam, da kdo posluša, pripoveduje zgodbo, ki se nekako tiče srednješolcev in se tiče teh pomembnih odločitev v življenju, se pravi, kaj bi rad bil, kako bi rad živel in kako zdaj do tega priti. Negotovosti ob koncu nekega obdobja, hkrati odpira cel kup tem, od identitetnih tem do tega, do tem prijateljstva, se pravi, vprašanja prijateljstva. Skratka, vse to, kar v tem obdobju pač mladi se dotika vsak dan. Alice Oseman je sama mlada avtorica, pisati je začela pri 17 in kar se pri njej zdi najbolj dragoceno je to, da se čuti, da je njeno pisanje zelo avtentično, da je glas današnje generacije in da ni naključje, da jo tako množično berejo. Je pa to dostopno branje in verjamem, da bo večina tudi to avtorico že poznala. Potem je v tem sklopu še en starejši naslov, prav tako iz zbirke Sini Galeb, Odisej, crossover, roman ameriške avtorice Rute Sepetis, ki si vsakič za vsako svojo knjigo izbere nek zgodovinski dogodek in potem okrog tega zgradi zgodbo. Razišče okoliščine, potem pa jo literarizira. V Morju zrnce soli je roman, ki se dogaja ob koncu druge svetovne vojne, pripoveduje o tem, kako se soočajo protagonisti, različni protagonisti, vsak je prvoosebni pripovedovalec s tem, kakšna je bila vloga v vojni njihova in kako zdaj preživeti in kako najti pot v neko prihodnost. Izjemno komunikativno napisan roman, ki govori na nek način tudi v današnjem času, se pravi krivda, odgovornost, hkrati želja po preživetju, želja po boljšem življenju. In se mi zdi, da nagovarja tudi današnje generacije, predvsem pa nekako nas približa temu, s čimer se srečujejo vsi, ki so zdaj na različnih koncih sveta v vojni. Pa še zadnji naslov, prvi del fantazijske trilogije Senca in kost, ameriške avtorice Leigh Bardugo. Nekako smo razmišljali, da je vseeno med dijaki dovolj tudi ljubiteljev fantazijske književnosti. Zbrali smo trilogijo
ki je po eni strani zelo priljubljena, po drugi strani pa tudi zelo kakovostna. To je šele začetek. Najprej so v tej trilogiji 3 knjige, potem sledita 2 in potem še 2. Dogaja se v Griševskem semerju, nekako srednji vek, ampak v nekem nedoločnem času, kraju. In pripoveduje o mladih ljudeh, ki se srečajo z zlom, bi bilo tako nasplošno neka premisa. Zdaj, mogoče je to, da ne zadržujemo preveč. Knjige boste verjetno tako ali tako brali in jaz upam, da se vas katera od teh tudi dotakne. Skratka, vsi nekako upamo, da smo zastavili izbor toliko raznolikih knjig, da ko imate na glasovanju pač 4, da bi vsak nekako res lahko našel tisto, ki bi bila pa mogoče njemu najbolj zanimiva. Še enkrat ponavljam, to se pravi, čez 14 dni bomo prebrali Anomalijo. Do takrat bi bilo fajn, da imamo izbor za drugo knjigo. Malo razmislite pač o teh zadevah, ki jih je Klemen povedal, to se pravi, prepoznate mogoče kak citat, kdo je protagonist, kdo je nasprotnik pravzaprav, ne? In kakšen je konec, pa nekako spremljite tudi te naše kanale, ker bomo poskušali tudi na njih nekako objavljati tisto, kar bi vam lahko bilo zanimivo, takrat, ko ste te knjige, ko se o knjigah pogovarjamo, no? Saj ni treba, da rečemo, da jih ocenjujemo. Tako da, mene zelo žalosti, da ni nobenega vprašanja, ker smo vsi nekako upali, da bomo lahko koga prepričali, zakaj ne bi zdaj tu bral z nami ali kakorkoli, ali pa zakaj ta knjiga in ne kakšna druga, pa mogoče to rešimo do prihodnjič. Če imate kakršnokoli vprašanje, pa vam je nerodno roko dvigniti, lahko tudi tamle v klepet ali pa Q&A. Sicer pa nekako čez 14 dni ob istem času. Če je to pač vse. Ali bi še kdo karkoli? Klemen, Zala, Darja, Alenka? Mislim, da bo naslednjič bolj pogumno. Vsi upamo. Ja. To se pravi, naslednji se dobimo s Klemnom in Sašom, pa nekako pričakujemo, da boste seveda Anomalijo že prebrali. Mene predvsem zanima, kako si boste konec razložili, ampak ja. Tako da, hvala lepa, ker ste bili z nami. Kot rečeno, objavljen bo posnetek tudi na YouTube kanalu. Hvala. Hvala, živijo. Ja. Živijo. Naslednji.